znanjem smo še hitrejši, še bolj drzni. Izzivi in izkušnje pa nas ponesejo do zmage. V vseh šolah sveta učijo, da je človek postal človek, ko je v roke prijel prvo orodje. In človek z orodjem v roki je stroj. Prvi človek je bil strojnik. Jabolko spoznanja ni bila le sla po ljubezni. Enako zapeljiva je sla po znanju. Sla po vedenju, sla po obvladovanju časa in prostora. Stroji so materializirane misli človeka, ki misli vnaprej. Prometej človeštva ste inženirji strojništva. Nocoj praznujemo 100 let ustanove, ki je gibalo napredka vse družbe. Fakulteta za strojništvo je vrhunska izobraževalna, znanstvena in raziskovalna ustanova, ki prav zaradi tega ustvarja odlične inženirje strojništva, hkrati pa svojo inovativnostjo skrbi za razvoj stroke in je trdna opora in gibalo gospodarstva. Ja, gibalo nove tehnološke družbe, ki posega vse pore današnjega življenja. Njen nacionalni pomen za narodna samobitnost skozi prizmo tehnične kulture ter učinka na gospodarstvo, ki s tem financira družbeni razvoj in s tem tudi nacionalno kulturo obče, je izjemen. Čeprav je dvom eden od temeljev znanstvenega dela o resnici in teži izrečenega, ni dvoma. Spoštovani dekan Fakultete za strojništvo, profesor dr. Mitjan Kalin, vljudno vas vabim k besedi. Spoštovani gospod predsednik republike, spoštovani gospod rektor, spoštovani gostje, dragi prijatelji strojništva. Slovencem so se pred 100 leti uresničili dolgoletne sanje o lastni univerzi. Pod njenim okriljem so tudi tehniki dobili svojo fakulteto, ena od 5 ustanovnih, med katerimi je bila prav tehniška največja. Tako so slovenski tehniki po stoletjih izobraževanja na višjih vojaških in uradniških šolah, jezuitskih šolah, licejih in realkah prestopili v Rubikon in vstopili v univerzitetno akademsko izobraževanje. V prvem obdobju na novi univerzi je na skupnem strojno-elektrotehniškem oddelku potekal študij strojništva le 4 semestre. Ob stalnih pritiskih iz Beograda o ukinitvi in pomanjkanju financ je bilo še posebej poreče pomanjkanje profesorjev. Poleg Milana Vidmarja, ki je predaval splošno strojeslovje, so bili prvi redni zaposleni učitelji strojništva še Stane Premelč, Romeo Strojnik in Josip Boncelj. Prelomnico v študiju pa je pomenil prihod Feliksa Lobeta leta 1929. Že takoj si je prizadeval za ustanovitev celovitega 8-semestrskega študija, kar je še pred drugo svetovno vojno tudi uspelo. Lobe se je tudi zavedal, da so za izobraževanje inženirjev potrebni laboratoriji, raziskovalna oprema in zato več prostorov. S temi argumenti je prepričal oblasti kraljevine SHS, da so leta 1937 odobrile načrte in gradnjo naše današnje, tako imenovane stare stavbe tik ob Baškarčevi cesti. Druga svetovna vojna je nato povzročila zastoj in opustošenje teh novih prostorov, a profesori strojništva so že takoj po vojni, že v letu 1945, prenovili študij in dodali nove smeri, ki so se potem ohranile še vrsto let. V tem drugem obdobju fakultete, po vojni in tja do leta 1970, so poleg Lobeta največji pečat na fakulteti pustili še profesori Kuhelj, Kovačec, Kraut, Rand, Struna in Prelog. Ti profesori so izhajali iz industrije in so zato z gospodarstvom tesno sodelovali. Tedaj so namreč nastajala in se krepila legendarna slovenska podjetja, kot so Litostroj, TAM, Tomos, IMV, Revoz, Rok. Inženirji so bili pri tem ključnega pomena in imeli so pomemben družbeni status.
Vse to je botrovalo še hitrejšemu razvoju naše fakultete, posebej po letu 1960, ko je Fakulteta za strojništvo prvič postala povsem samostojna kot ena izmed 9 tedanjih članic Univerze v Ljubljani. Toda zaradi povečanja obsega študija in strokovnega dela se je kmalu ponovno iskalo nove prostore. Tedaj se je že druga država, Socialistična republika Jugoslavija, izkazala z jasno podporo strojništvu in leta 1971 je bila zgrajena še naša današnja nova stavba. Z vselitvijo v te prostore se je začelo povsem novo, tretje obdobje naše fakultete. Postavili so se temelji raziskovalnih področij in smeri, ustanovile so se nove katedre, odprli smo se v svet. Pričelo se je več kot 2 desetletji dolgo obdobje postopnega razvoja ter širitve pedagoške in znanstvene dejavnosti. Nekoliko večje spremembe je nato fakulteta doživela šele, ko smo v 90-ih uvedli visokošolski strokovni študij ter nazadnje še bolonjsko prenovo. V vsem tem času so se fakulteti pridružili številni sodelavci, ki so vzpostavili jedro in dušo fakultete, ki se ohranja še danes. Tako se moram vsem, ki ste v preteklosti soustvarili ta razvoj, in vsem, ki danes delujete na fakulteti, iskreno zahvaliti za vse, kar ste nam dali. Saj brez tega Fakulteta za strojništvo ne bi bila to, kar danes je. Vodilna slovenska in mednarodno prepoznavna ustanova na področju strojništva. Postala je prava akademska inštitucija, kraj idej, inovativnosti, ambicij in življenjskih poti. Tu se spletajo prijateljstva, gojimo družabne aktivnosti in pripadnost fakulteti. Vse to se odrašča na sproščenosti in pozitivni energiji, hkrati pa spoštovanju in sodelovanju med raziskovalnimi skupinami in z odličnimi sodelavci, ki jih imamo v strokovnih in drugih službah. To ne velja le za nas zaposlene, ampak tudi za študente, ki študije na fakulteti nikdar ne pozabijo. S pomočjo fakultete dozorijo in se osamosvojijo. V 100 letih jih je pri nas na vseh 3 stopnjah zaključilo kar 18.158. A študij se je tekom let izjemno spremenil. Še nedolgo nazaj so bila knjižnična tiskana gradiva z vonjem po starem papirju edina pot do znanja. Danes pa so informacije dosegljive na klik v vsakem trenutku. Vse pomembnejša postaja tudi mednarodna izmenjava, ki jo intenzivno spodbujamo. Prav simbolično je, da smo letos ob 100-letnici v celoti prenovili vse programe 1. in 2. stopnje. Pri tem smo se osredotočili na potrebne kompetence študentov ter vsebine, ki imajo v okolju in družbi največji vpliv. Sodobno strojništvo zahteva namreč interdisciplinarnost, prilagodljivost, timsko delo in hkrati visoko individualno znanje inženirjev. Vse to smo sistemsko vgradili v nov študijski program. Prav prepletenost inženirskih znanj, doseganje prebojnih znanstvenih odkritij ter prenašanje teh znanj na študente in neposredno v gospodarstvo so naš cilj, izziv in poslanstvo. Osnova za izpolnitev teh ciljev je seveda kakovostno in vrhunsko znanstveno raziskovalno delo, pri katerem pogosto posegamo po najvišjih priznanjih in nagradah v Sloveniji in v mednarodnem prostoru. Znanstveno-raziskovalni dosežki, objavljeni v najboljših revijah, izkazujejo, da smo kot fakulteta znanstveno in strokovno dozoreli. To dokazujeta tudi 2 prestižna projekta Evropskega raziskovalnega sveta ERC, kakršnih je bilo v Slovenijo podeljenih le peščica. Taki rezultati pa nastanejo le v organiziranem in stimulativnem okolju, ki je mednarodno povezano in primerljivo z najboljšimi. Toda vrhunska znanost mora ustvariti znanje za boljše življenje nas vseh. Fakulteta za strojništvo zato izrazito krepi sodelovanje z gospodarstvom, ki je odločilno odvisno tudi od strojniških rešitev. Dokazali smo že, da lahko na podlagi odličnega znanstvenega dela pomagamo slovenski industriji in tako vplivamo na rast gospodarstva, življenjski standard in blaginjo. Prav ta povezanost z okoljem pa mora biti temeljni in nenadomestljiv cilj vsake univerze. Vendar v času sedanjega razcveta tehničnega napredka zahteva delovanje fakultete za strojništvo znatno boljšo infrastrukturo in znatno več materialnih sredstev, kot jih imamo danes. Izobraževanje uporabnih inženirjev in izvajanje vrhunskih raziskav v spomeniško zaščiteni 80-letni in novi, že 50 let stari stavbi so že sami kot prava znanost.
pravzaprav kot znanstvena fantastika. Zato smo na fakulteti prevzeli pobudo in z javnim natečajem, ki je spet simbolično potekal prav v letošnjem jubilejnem letu, že izbrali našo najnovejšo, bodočo stavbo na lokaciji Brdo. Sedaj smo na točki, ko potrebujemo financiranje. Na točki, ko se morajo veljaki že tretje države v 100-letnem obstoju fakultete odločiti, ali tudi sodobna Republika Slovenija potrebuje časodostojno fakulteto, da bo lahko ostala steber razvoja na področju strojništva. V preteklosti je vse državne finančne projekte za razvoj fakultete spodbudilo prav gospodarstvo, podpiralo pa visokošolsko okolje in univerza. Zato tudi mi potrebujemo in pričakujemo odločno in glasno podporo vseh vas. A danes, spoštovani, je svečan dan, ko s ponosom praznujemo 100-letnico strojništva na Univerzi v Ljubljani. V tem času smo dosegli napredek, kakršnega si naši predhodniki ob ustanavljanju gotovo niso predstavljali. Niso si mogli predstavljati, da bo njihova, naša fakulteta, nekoč med 200 najboljšimi na področju strojništva na celem svetu. Za te dosežke smo hvaležni njim, Univerzi v Ljubljani in vsem vam, cenjeni prijatelji slovenskega strojništva. Naj se potovanje proti vrhu nadaljuje tudi naslednjih 100 let. Mi smo pripravljeni. Hvala. Spoštovani dekan Fakultete za strojništvo, dr. Mitjan Kalin, najlepša hvala za vaše spodbudne in tehtne besede. V veliko čast nam pa je, da je nocoj z nami predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Spoštovani gospod predsednik, vljudno vas vabim k besedi. Spoštovani gospod dekan, gospod rektor, predsednik Državnega sveta, drugi visoki gostje, cenjeni profesori in študenti te in prejšnjih generacij, gospe in gospodje, spoštovani gospod dekan, sprejmite, prosim, iskrene čestitke ob vaši imenitni obletnici, v mojem imenu, v imenu države in kolikor mi položaj predsednika republike to omogoča, v imenu vseh naših ljudi. Svečana akademija. Letos praznujemo 100. obletnico ustanovitve Univerze v Ljubljani. Enako daleč seže nazaj poučevanje strojništva na Slovenskem. V tem času se je zgodilo veliko in spremenilo se je skoraj vse. Malo pred ustanovitvijo se je končala velika vojna. Kmalu je sledila še druga. Slovenci pa smo imeli na to v tem času še osamosvojitveno. V tem obdobju smo pri nas zamenjali vsaj 7 držav in 12 denarnih valut. V Ljubljani, ki je pred 100 leti dobila ne le Slovensko univerzo, marveč tudi Narodno galerijo, Slovensko gledališče, Narodni dom in druge podobne pomembne nacionalne ustanove, so se dotlej govorili 3 jeziki. Zdaj imamo svojega, ki je eden od uradnih jezikov Evropske unije, ki šteje skoraj 500 milijarde ljudi. Pred nekaj več kot 100 leti smo dobili avtomobil, letalo in film, le malo prej telefon. Ko je Cankar napisal erotiko, je imela Ljubljana 192 telefonskih priključkov, danes je v Sloveniji več mobilnih telefonov kot ljudi. Od parne kočije smo prišli do pametnega avta. Od vozila, ki ne potrebuje več konja, do takšnega, ki ne potrebuje več človeka. Napredek tehnologije je bil v tem času skokovit, glede na stoletja predtem. A zdi se, da so resnične spremembe še pred nami. Strojništvo vseh teh sprememb ne opazuje, ampak jih, kot je poudaril dekan, ustvarja. Če se radovedni ljudje delijo na tiste, ki veliko vedo,
in na one, ki veliko razumejo, sodite inženirji med slednje. Razumete, zakaj letalo leti in kako potuje zvok, razumete, da gre razvoj naprej in da tisti, ki obstane, ostane zadaj. Veste, da se prihodnosti vsled tega ni treba bati. Strojništvo, kot je bilo že rečeno, je domala povsod. Skoraj ni proizvoda, ki pri njem ne bi sodelovala strojniška znanja. Tudi zdravili, hrane ni brez procesne industrije. Strojništvo določa naše počutje, naše udobje, naše življenje. Tiho, ne da nas bi na to posebej opozarjalo, je nepogrešljivo. Svečana akademija. Podobno je z vašo fakulteto. Pomen njene vloge pri ustanovitvi Univerze v Ljubljani je bil razumljiv. Dotlej so morali študentje strojništva poznani na druge šole in v druge države. V svojem kasnejšem stoletnem delovanju je fakulteta v različnih obdobjih doživljala različno pozornost in naklonjenost in medtem utrjevala svoj pomen. Postala je tako odlična članica Univerze v Ljubljani, da ima zdaj kar 2 projekta Evropskega raziskovalnega sveta in študente, ki zmagujejo na svetovnih tekmovanjih, da pridobiva več sredstev in raziskav od univerze in da se uvršča, kot je bilo že upravičeno poudarjeno, med 200 najboljših strojnih fakultet na vsem svetu. Svečana akademija. Zdi se, da se je v zadnjih 100 letih največ zgodilo in spremenilo prav v študijih, ki jih poučujete na vaši fakulteti. Osebno sodim med ljudi, ki v razvoju novih tehnologij vidijo veliko priložnost za reševanje starih in novih problemov posameznika, naše družbe in celotnega sveta. In sem, tako kot verjetno večina vas, prepričan, da je smiselno pri tem sodelovati, ne le opazovati in ugotavljati, kaj so med tem storili drugi. Težko, domala nemogoče je napovedati, kakšen bo svet čez 100 let. Še kakšen bo čez 10 let, si ne upamo. A danes je doba 100 let doba enega življenja. Otroci, ki se rojevajo danes, bodo doživeli vašo 200-letnico. In nam, vam in njim želim, da bi dotlej tudi za vašimi snovanji, inovacijami in izumi naredili svet, ki bo še boljši od našega. Prosim, sprejmite izraze naše hvaležnosti, potrebujemo vas, zaupamo vam. Hvala lepa. Spoštovani predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, najlepša hvala za vaš nagovor in za ta slovesni večer. Tehnologija je za slehernika sedanjosti samoumevna. Samoumevnost pa je na videz brez vrednosti. Kdo smo brez tehnologije, bi v hipnem umanjkanju le-te ne bilo več retorično vprašanje. Stara zemlja, zvezdna ječa, magično oko je čar, v njem se leča groze veča, Altamira, Palomar. Človek je v leteči sredi, prometejski gospodar, kar naprej je clja besedi Altamira, Palomar. V 2 skrivnosti se zazira, v svojo zibelko in grob. Palomar in Altamira, teleskop in mikroskop. Snov je duh in duh nemir. Soda znamenja so liha. Palomara, Altamir, človek, Pierrot, Pavliha. Prapodob imenovalec.
sreča igre par ne par, kozmične tesnobe žalec, Altamira Palomar. Magično oko nas sveča, bliža se snovi začar, vsi smo vedno večja gneča, Altamira Palomar. Palomar in Altamira, norih iger koledar, v črne luknje eksplodira, Altamira Palomar. In kositer postala sta bron. In železo je zapelo pesem v jeklu. Divje vode smo speljali iz misli v naprave. Mleli smo žita in izpirali bogastva zemlje. Oblikovali smo svet po svoji podobi. In mislili ter verjeli, da si bomo s pticami delili nebo. Parni stroj je bil revolucija v evoluciji človeka-strojnika. Čas in prostor sta odprla nove dimenzije bivanja in ustvarjanja. Strojniško znanje in odkritja so postala gibalo napredka vsega človeštva. S toliko hrupa in dima, tako očitno, kot še nikoli. In ne pozabite, da je bil Žiga Zois ne le mecen umetnosti, ampak tudi znanosti.
Začasno narodno predstavništvo v Beogradu je 16. julija 1919 na 55. seji v drugem branju dokončno sprejelo zakon o Univerzi v Ljubljani. Uradno zakon o Univerzi Kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani s pravno, filozofsko, tehniško, teološko in medicinsko fakulteto. Za je glasovalo 153 od 153 prisotnih poslancev. Regent Aleksander je zakon podpisal 23.7.1919, pa čeprav je bil v uradnem listu Kraljevine SHS službene novine, številka 83, objavljen šele 23.8.1919, v uradnem listu deželne vlade za Slovenijo, številka 140, pa 1.9.1919. Toda fakulteta niso stavbe. Fakulteta so ljudje. Njihova volja, znanje, pogum in vizija. Njihovo delo v neustavljivem nizu je presežna sedanjost za fakulteto za strojništvo. Z vsem spoštovanjem izrekam v njihovem imenu in v imenu vseh strojnih inženirjev sedanjosti in prihodnosti. Sem, kar sem bil. In vsakdo me bo mogel pozabiti. In vendar moram reči, sem in bil sem in bom. In zato sem več od pozabljenja. Neizmerno več od zanikanja. Neskončno več od niča. Vse je večno, kar nastane. Rojstvo je močnejše od smrti, vztrajnejše od obupa in samote, silnejše od hrupa in greha, slovesnejše od zavrženosti. Nikoli ne bom prenehal biti inženir strojništva. Nikoli. Amen.
Fakulteta za strojništvo je vsak dan, hkrati njena presežna zgodovina in sedanjost, ki svojim pedagoškim, znanstveno-raziskovalnim delom ustvarja svet vse bolj po meri človeka. Zaradi izjemnih profesorjev, zaradi izjemnih študentov v nizu generacij. Vlaganje v bazo znanj in idej, investicija v človeški kapital in naložba v prihodnost za razvoj našega podjetja. Tribokemijski film je tanjši od 10 nanometrov.
Kompleksno razmišljanje, logično sklepanje in povezovanje informacij so ključne kompetence, ki sem jih pridobil s študijem strojništva. To so temelji za uspešno vodenje podjetij. Natančnost obdelave je premo sorazmerna z goriščno razdaljo, valovno dolžino in obratno sorazmerna s premerom žarka. Vrhunski strojniški kader je gonilo razvoja skupine TPV, saj ga odlikuje odlično tehniško znanje, inovativnost ter strast do dela. Masa izpustov dušikovih oksidov narašča eksponentno z višanjem temperature zgorele zmesi. Znanost čez daleč ni sama sebi namen. V taki ali drugačni obliki je vgrajena v vrhunske tehnološke dosežke, ki jih ustvarjamo skupaj s Fakulteto za strojništvo. Gostota toplotnega toka je sorazmerna produktu toplotne prevodnosti materiala in temperaturnemu gradientu v smeri njegove debeline. Vse tehnične priprave v hiši ali stanovanju so plod znanja inženirjev. Zavedajmo se pomena strojništva, saj je prisotno povsod okrog nas. Razvoj novih modelov sodelovanja med Fakulteto za strojništvo in podjetji prinaša nove razvojne, prebojne in inovativne priložnosti na domačem in tujem trgu. Vezalna hitrost VC je enako πdn.
diplomanti strojništva in ostalih tehničnih ved so zelo pomembni pri tem, da je Slovenija danes, kar je. Smo pomemben partner v evropski in svetovni industriji in njihovim tržiščam ponujemo zahtevne izdelke. Inženirji strojništva poganjamo svet. Kdor išče, bo našel več od iskanega. Spet boste morali na pot iskalci, inženirji strojništva. Zavest o pomenu inženirjev strojništva in njihovega dela je zavest o lastnem obstoju v času in prostoru ljudi in strojev za ljudi. Pomeni zavest o odgovornosti za prihodnost. Zavest, ki pomeni spoštovanje. Neandertalec je pred 60 tisoč leti izvrtal luknje v golen jamskega medveda in združil delo strojnika in lepoto umetnosti. Kam in dokam bo seglo delo inženirjev strojništva v lepem in dobrem za svet in človeka? V vas je odgovor.
brez inženirjev strojništva bi se ustavil svet. Inženirji strojništva, poženite svet.